in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dragi bratje, dragi bratje in sestre, ki smo povezani v veliko družino, veliko salezijansko družino, prevzemamo prijetno občutje, ko smo s celim svetom povezani na pobudo vrhovnega predstojnika z 9-dnevnico, prav s priprošnjo, da nas Bog uvarja v raznih tegov, posebno pa te današnje nove kuge. Ko smo tako povezani z vrhovnim predstojnikom in prihaja na misel, da smo povezani s svetim Janezom Boskom, našim očetom, kateremu smo sledili in ki nas je Gospod poklical. In v Don Boskovem življenju in apostolatu je imela zelo važno, rekel bi celo, vodilno vlogo brezmadežna devica Marija. Marija dela kar hoče, je rekel Don Bosko članom tedanjega vrhovnega sveta družbe in nadaljeval. Sicer pa vam je znano, kako vse se je naše delo začelo na tak izreden način, ko mi je bilo komaj 9 let. In potem Don Bosko omenja svoje prve sanje, s katerimi je bil preblaženo devico Marijo prejel kot učiteljico in slišal je prvi njen nauk. Postani ponižen, srčen in krepak. Te sanje so se ponavljale, bi lahko rekli, v razmaku skozi 20 let. Vselej z novim naročilom ali z novo spodbudo. Ves prežet z delom in skrbjo za mlade je neizmerno zaupal prav Mariji. Tako da je znal reči: Marija, zdaj pa začniva v tistih najtežjih trenutkih. Tudi mi se z vsem zaupanjem obračamo k njej. Če rečemo tako po domače, naj ponese naše iskrene prošnje Gospodu in tako posreduje za nas v tej uri negotovosti. Po njeni priprošnji se tako izročimo Bogu. Povezani z vso salezijansko družino, prosimo tej 9-dnevnici, naj dobri Bog odvrne negotovost in utrdi naše zaupanje. O Marija, mati usmiljenja, ti si tolikokrat svojo mogočno priprošnjo obvarovala kristjane kuge in drugih telesnih bolezni. Prihiti nam na pomoč in varuj nas pred kugo, tudi brezbožnosti, nevere, slabotne vere, ki se ukoreninja v srcih vernih, ter nas oddaljuje od cerkve in od izpolnjevanja verskih dolžnosti. Prosimo te, ohrani jih v dobre, da bodo spodbujali slabotne in nagibali k pokori nesrečne grešnike. Pripelji k spoznanju vse tiste, ki živijo v zmoti, da bo na zemlji zmajalo kraljestvo Jezusa Kristusa, ter se tako pomnoži tvoja čast in število tvojih izvoljenih. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in nam odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas od zla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad
krščanskega ljudstva postavil trajno pomoč v blagoslovljeni Devici Mariji, pomagaj nam s svojo milostjo, da pod njenim varstvom v bojih življenja in ob smrtni uri premagamo sovražnika našega zveličanja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovljeni